Pozdravljeni. Sezona 2022 je pred vrati in tokrat bodo rezultati posameznih voznikov bistveno bolj vplivali na nadaljevanje njihove kariere, kot bi si lahko mislili. Zavedam se dejstva, da v Formuli 1 šteje dobesedno vsak rezultat in na vsaki dirki se lahko zgodi tisto nekaj, kar določeno kariero požene navzgor ali pa tudi navzdol. A po mojem osebnem mnenju bomo prav v sezoni 2022 priča situaciji, kjer bodo mnogi vozniki dobesedno pred preizkušnjo. In tisti, ki bo pred največjo preizkušnjo, bo po mojem mnenju novi svetovni prvak, Max Verstappen. Namreč ne moremo mimo dejstva, da na zadnji dirki v zadnjih krogih se je zgodilo nekaj, kar je bilo v eksplicitnem nasprotju s tistim, kar je pisalo v športnem pravilniku Formule 1 za sezono 2021. In sedaj nam je lahko Max všeč ali ne. To sploh ni važno. Dvom ostaja o tem, kako pravično je bil podeljen naslov za lansko sezono. In prav v sezoni 2022 bo moral Max dokazati, da je bil on res najboljši v sezoni 2021 in to bo dokazal s tem, da bo najboljši tudi v sezoni 2022. V nasprotnem primeru bo zmeraj ostal tisti dvom. In po drugi strani bo pred podobno preizkušnjo tudi Lewis Hamilton. Kot vemo, ima pogodbo še samo za naslednjo sezono in odvisno je od njega, ali bo hotel kariero nadaljevati ali ne. Verjamem, da si želi 8. naslova svetovnega prvaka in kolikor ga ne bo dosegel, bo imel iskreno vsako sezono bistveno manj možnosti, da bi se mu te sanje uresničile. A konec koncev Lewis Hamilton si verjetno želi biti tisti najboljši med najboljšimi, vrhunski voznik Formule 1, ki bi mu vsi priznali neko superiornost. In to si želi doseči z 8. naslovom. Kolikor bi mu spodletelo še drugič, mislim, da bo moral te sanje odpustiti in to bi znalo vplivati tudi na njegov nadaljnji potek kariere. Bo s Formulo 1 nadaljeval ali ne, bo čisto njegova izbira, ampak drugi poraz bi ga znal malo odriniti izven cirkusa Formule 1. A v prihajajoči sezoni ne bosta pod preizkušnjo samo prva dva zvezdnika tega športa, tudi mnogi drugi. In če pogledamo malce nazaj, bomo takoj ugotovili, da pri skuderiji Ferrari se vije že neke vrste interni boj za tisto vlogo prvega favoriziranega voznika. Charles Leclerc je dobil izjemno močnega nasprotnika v Carlosu Sainzu mlajšemu, ki je tih, umirjen, se ne toliko pojavlja v raznih medijih, ampak je konstanten. V finalu sezone 2021 je pokazal tudi, da je začel razumevati delovanje ekipe ter bolida in ukolikor se bo zgodba ponovila skozi celotno sezono 2022, bo Charles Leclerc lahko tudi padel v nemilost. Rad bi vas spomnil, Charles je v skuderiji Ferrari od sezone 2019. Življenjska doba voznika v skuderiji Ferrari je pa tam okrog 5 sezon. Sedaj si lahko vsakdo izračuna, koliko let je ostalo Charlesu Leclercu in koliko možnosti ima še osvojiti naslov svetovnega prvaka. Ukolikor v sezoni 2022 ne bo obrnil trenda, mislim, da tudi njemu bo izjemno težko v prihodnosti. Podobna zgodba pri McLarenu. Lando Norris je bil v prvem delu sezone 2021 fantastičen.
Bil je celo po izkupičku točk tisti prvi zasledovalec najboljših dveh. Daniel Ricciardo, nekdo, ki ima še zmeraj status prvokategornika, je res dosegel fenomenalno zmago na veliki nagradi Italije. Ampak, če potegnemo črto, če malce pogledamo rezultate na kvalifikacijah, konstantnost, in še bi lahko naštevali, vidimo, da je bil mladi Lando Norris bistveno boljši. In ukolikor želi Daniel Ricciardo nekako ohraniti ta svoj status, biti eden izmed najboljših, tudi po zaslužku v pogodbah, se bo moral v naslednji sezoni bistveno bolj izkazati. Kot sem povedal, že na samih kvalifikacijah, kjer smo videli Landa Norrisa konstantno med najboljšimi 10, Daniel Ricciardo je pa imel pogosto težave. A tudi pri drugih ekipah lahko vidimo podobno situacijo, kjer je treba izpostaviti Aston Martin s Sebastianom Vettelom ter Alpine s Fernandom Alonsom. Tako Vettel kot Alonso sta veterana. Sta v zaključnih fazah kariere, kjer pa še ni rečeno, da je naslednja sezona zadnja, ampak vseeno, ukolikor ne bosta dosegla nekih fantastičnih rezultatov, bo izjemno težko v sezoni 2023 dobiti tisto pravo mesto, kjer se lahko pokaže tisti čisti talent, ki ga imata tako en kot drugi. Res, Sebastian Vettel je pokazal skozi celoto kar nekaj več boljših predstav od Fernanda Alonsa, ampak Fernando Alonso je pokazal drugačni psihološki pristop in, kot sam pravi, ima načrt in tudi o tem smo že govorili. A njegova pogodba poteče konec tega leta in pri Alpinu si morda želijo nekaj drugega. Vemo, da Esteban Ocon ima malce bolj dolgoročno pogodbo in s tisto zmago na veliki nagradi Madžarske je nekako zapečatil svoj status. Če pogledamo malce situacijo pri Alfa Tauriju, nam bo tudi prihodnost ekipe Alpine malce bolj jasna. Namreč pri Alfa Tauriju imajo Pierrea Gaslija, ki si želi nekako priti nazaj v neko pomembno ekipo. Bil je v Red Bullu, kjer se pa ni preveč izkazal. A gre tudi za to, da koncept bolidov, ki jih je takrat imel Red Bull, ni bil napisan na kožo stilu vožnje Pierrea Gaslija. Pierre Gasly seveda v Alfa Tauriju se počuti kot doma. To še ne pomeni, da po sezoni 2022 se ne bi rad vrnil v Red Bull, kar je po mojem osebnem mnenju napačna izbira, ampak možnost bi bila tudi, da bi se preselil v Alpine. Treba je poudariti, da Francozi so znani po tem, da imajo izjemno radi, recimo temu, nacionalne ekipe. Dvojec Ocon Gasly bi bil izjemno zanimiv, posebej v francoski ekipi in mislim, da tudi odgovorni pri ekipi razmišljajo v tej smeri. Seveda, vse je odvisno od tega, kako se bo odrezal Pierre Gasly v sezoni 2022. Tisti fantastični zmagi v sezoni 2020 je bil tam pripravljen zmeraj izkoristiti priložnost, ki se mu pa ni v resnici ponudila. Na kvalifikacijah nedvomno eden izmed tistih najboljših izmed preostalih, če ne že najboljši v tej skupini. A ne smemo pozabiti niti na Yukija Tsunodo. V sezoni 2021 je presenetil v dobrem in v slabem. Napravil je kar nekaj začetniških napak in dosegel kar nekaj pomembnih rezultatov. A v tej sezoni mora dokazati, da je vreden zaupanja, ki mu ga je prva nekako podelila Honda. Torej, zmanjšati mora število napak, predvsem na kvalifikacijah, in biti bolj konstanten. Kolikor mu bo uspelo, bo seveda upravičeno ostal v cirkusu Formule 1. Kolikor mu bo spodletelo,
Mislim, da kariera ne bo zaključena konec sezone 2022, ampak kakšnega desetletja v tem športu tudi ne bo preživel. A eno izmed največjih vprašanj bo kariera Mika Schumacherja. Vemo, prva sezona v ekipi Haas je imela kar nekaj izgovorov, zakaj rezultatov, ki so jih mnogi navdušenci pričakovali, ni bilo. V drugi sezoni teh izgovorov ni več. Mik se bo moral dokazati. In dokazati se bo moral malce bolj kot to, da bo hitrejši od svojega moštvenega kolega. Tudi ekipa Haas je pod preizkušnjo. Svoj novi bolid so v bistvu razvijali celo lansko sezono. A tudi to ni izgovor. Zavedati se moramo dejstva, da ekipa Alfa Romeo F1 Team ni več tako tesno povezana s skuderijo Ferrari. In Mik Schumacher v bistvu nima drugih izhodov kot ta, da zaenkrat kariero nadaljuje pri ekipi Haas. Treba bo dosegati točke konstantno in seveda tudi kdaj pa kdaj se bo moral približati 5. ali 6. mestu, vsaj na samih dirkah. In če ste mnogi prepričani, da je Mik Schumacher v zadnji sezoni 2021 dobesedno z lahkoto premagal Nikito Mazepina, bi vas rad spomnil na tisto tabelo, kjer so dokazali, da je Mik Schumacher ekipi Haas povzročil več škode kot Nikita Mazepin. Seveda podatek, ki ni merodajen, ampak daje nam nekako vpogled, da statistike, ki nam jih predstavljajo nekateri avtorji, seveda pod vplivom zvenečih priimkov, še zdaleč lahko niso tista prava slika, na katero gledajo odgovorni pri ekipah. Mik Schumacher bo v prihajajoči sezoni imel tudi rezervno vlogo tretjega voznika skuderije Ferrari. Ampak to je zaradi tega, ker Antonio Giovinazzi na določenih postajah bo zaseden. Ni bil tista prva izbira skuderije. Tudi zato se mora zavedati, da nekako je prisiljen opravičiti svoj priimek. A v sezoni 2022 bomo zaradi tega videli kar lepo število bojev tako znotraj ekip, kot tudi med tistimi, recimo temu, naravnimi antagonisti na sami progi, kar nam, navdušencem, nekako obeta napete dirke in seveda dobro sezono. A za danes, kar se tiče te tematike, bo to vse. Hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.